Gospod vami, svetega evangelija po Mataju. Ko so mogli odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: Vstani, vzemi dete in njegovo mater in zbeži v Egipt. Ostani tam, dokler ti ne povem. Herod je namreč iskal dete, da bi ga umoril. Vstal je, še po noči vzel dete in njegovo mater, ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po proroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina. Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju. Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj na mesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Pa je vstal spomnjen in se je omaknil v Galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret. In tako se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prorokih, da se bo imenoval Nazarečan. To je Kristusov evangelij. Ne vem, kako je z vami, ampak ko vsakokrat, ko berem tale evangelij, kako so Jožef, Marija in Jezus bežali v Egipt in živeli v Egiptu in potem zopet selitev v Nazaret. Človek bi pričakoval namreč, da bosta Jožef in pa Marija živela neko relativno lepo pa mirno življenje, ker k sebi sta sprejela Božjega sina, torej, a ne bi bilo pošteno, da Bog pa poskrbi svoje strani, da ne bo nobenih stisk in težav, ker Jožef in Marija sta naredila, recimo temu, uslugo Bogu, ko sta pristala, da postaneta oče in mati njegovemu sinu. Bog bi pa svoje strani lahko tudi malo poskrbel, ker ljudje imamo to način razmišljanja po principu daj dam, usluga za uslugo. Ampak Bog ni nič naredil, da bi imela Jožef in Marija z rožicami poslalo življenje. Niti za svojega sina ni tako storil. Ja, jih je rešil smrtni nevarnosti. To je pa tudi vse. Zakaj je Bog že na začetku Jožefu in Mariji poslal, oziroma svojemu sinu poslal, oziroma dopustil take težave? Zakaj jih ni preprečil? Ker Jezusa je v Egipt pregnala človeška oblastiželjnost in pa krutost. Na ta način se je, tako pravijo biblicisti, že začelo Jezusovo delovanje za nas ljudi. Praktično bi pa stvar se slišala kot, kakšen odrešenik bi pa to bil, če bi od malih nog živel, kot rečemo, na visoki nogi. Kakšen Božji sin, kaj bi on govoril in kako naj bi se ljudje, ki trpijo in so v stiskah, kako naj bi se zgledovali po njem, če bi on bil brez vseh problemov in težav v svojem življenju. Tako se je Jezus pokazal solidarnega, ker tudi danes je veliko družin po svetu, ki so morale zapustiti svoje domove, ker jih je pregnala človeška norost, človeški pohlep, vojna, kakorkoli, da že rečemo. Veliko družin, veliko ljudi, veliko otrok je v stiski.
In Jezus se je pokazal solidarnega s temi, ko že nas v samem štartu ni imel z rožicami poslanega življenja, kot rečemo. In ob današnjem prazniku pade pogled tudi na Jožefa in Marijo, kakšna sta bila zakonca, kakšna sta bila podzakonca. Že na začetku je nastopila težava, ko je Jožef spoznal, da je Marija noseča. Seveda je najprej pomislil, da mu je nataknila roge. Vsak moški v to pomislil. In ko mu je angel povedal, v čem, zakaj gre, je Jožef bil še vedno svoboden in bi lahko rekel, da ne gre za Marija. Pa vendar je sledil Božjemu povabilu, tako kot je Marija rekla, zgodi se mi po tvoji besedi, tako je tudi Jožef, recimo s težkim srcem, rekel, maja, naj se zgodi po Božja volja. Jožef je bil moški in je skrbel za svojo družino. Marija je bila ženska. Govorimo o moškem in ženskem v pravem pomenu besede, ker samo v tem primeru sta bila Jožef in Marija kot skladna družina. Ker če v družini vladata ljubezen, skladnost, razumevanje, potem so vse težave za polovico manjše. Zato je današnji dan tudi izziv za vse starše oziroma za tiste, da se vprašate, če imate seveda še čas, kakšna družina smo, kakšna zakonca sva, ker otroci se ravnajo po zgledu svojih staršev. Ne vedno, ampak večinoma naredijo pozneje v svojem življenju copy-paste. Tako kot danes gledam, tako bom potem jutri živel in takšne odnose bom imel. Zato je danes vprašanje za starše in zakonce, ali smo in pa kakšni smo. Amen.